Lepa je naša gorenjska dežela. Imamo navado reči samim sebi, prijateljem, tujcem in pri tem nas kanec zadovoljivo bahaškega ponosa upravičeno greje. Vemo, da govorimo resnico. Za pest zemlje, a polno prgišče lepega, ki pa ga premalo poznamo. In prav zato oddaje Gorenjske televizije predstavljamo vam krajevno skupnost, da bolje spoznamo utrip gorenjskega življenja tam, kjer je njegova zibelka, v krajevni skupnosti. Oddaja Gorenjske televizije predstavljamo vam krajevno skupnost, pripoveduje in prikazuje lepote in življenje gorenjskih krajev. Čemu? Mar je potrebno še koga prepričevati o tem, kar vsi vemo? Seveda je potrebno, nas same. Skozi oddaje o gorenjskih krajevnih skupnostih se lahko sami prepričamo, spoznamo in doživimo zaklade, ki sta jih v stoletjih ustvarila za nas, danes pa jih za zanamce ohranjata in ustvarjata nove gorenjska narava in gorenjski človek. Poznati in spoznati vse to bogastvo pomeni biti sam bogat. K temu ne pripomore z vednostjo o vsem, kar je na gorenjskih tleh vredno, tudi ta oddaja Gorenjske televizije. Predstavljamo vam krajevno skupnost. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, danes smo se spet povzpeli k soncu. V pobočja, Pokluke, v sijajno naročje, v krajevno skupnost Koprivnik-Gorjuše. Kje je to, se boste vprašali? Nad Bohinjem. Okrog nas 100 in 100-letni pokljuški gozdovi. Kraj pa, če ne drugače, je znan prav gotovo po našem pesniku Valentinu Vodniku. Koprivniški in gorjuški far se je poimenoval in takrat zapel: ne hčere, ne sina po meni ne bo, dovolj je spomina, me pesmi pojo. Vendar Valentin Vodnik še vedno živi v spominu Koprivničanov in Gorjušanov. In seveda tudi Vodnikov razgled priča o tem, da je trdno zasidran, saj so ga kot župnika imeli strašno radi. Drobil je pesmi, se srečeval in družil z domačini in marsikaj lepega so doživeli. Še vedno pa diha s svojo starožitnostjo ta krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše. Vredno je priti sem in se razgledati, si to ogledati. Sicer pa marsikaj bomo izvedeli v pogovoru s predsednikom sveta krajevne skupnosti Koprivnik-Gorjuše, gospodom Janezom Korošcem. Gospod Korošec, še vedno je lepo pri vas. Torej, jaz bi rekel, da obe vasi so pravzaprav res lepe. Posebno od takrat, ko smo tu v glavnem tu uredili infrastrukturo, ko smo preskrbeli ljudem zadostne količine vode, ki jo nekdaj ni bilo, ko smo iz neknajnih vaških grab, kolovozov za traktorje in konjske vprege naredili skoraj do vsake hiše asfalt. Danes imamo asfaltirano skoraj do vsakega hleva, do vsake hiše, ne glede na to, ali v njej prebiva en prebivalec, vaščan ali pa 10. Žal, da imamo tistih po 10 zelo malo, ker vas se je dolgo leto starala. Moram pa reči, da za zadnje čase se je pa to nekako spremenilo. Mladi so tu začeli zidati svoje nove hiše, tudi nekateri se vračajo nazaj. Skratka, živi se in živelo se bo tudi še naprej. Takrat vam povedal, da ima krajevna skupnost približno 3500 do 4000 hektarov površine, izredno velika, da imamo čez 21 km asfaltiranih cestišč, ki smo jih sami asfaltirali, s tem, da so krajani prispevali 40%, 60% pa družba oziroma država, občina Radovljica in zdaj zadnje leta nekaj tudi občina Bohinjska Bistrica. Da smo uredili vodovode, da imamo danes 11 zajetij, da imamo 3 velike vodohrame, da črpamo vodo in da ni več problem, kot je bil recimo pred 10 leti, da se moral vodo za živino in ljudi vzeti iz Bohinjske Bistrice ali pa odkot drugod. Ta infrastruktura je v celoti narejena in mislim, da je zdaj samo na nas, predvsem na naših mladih, da bo čim več joka v naših hišah in čim manj joka za ostarele in tiste, ki umirjajo. No, ampak če se človek sprehodi po temle kraju, kakor se je sprehodila in se sprehaja naša kamera,
Izredno lepo je urejeno, pravzaprav vsaka stezica ima svoj smerokaz in s prstom kaže, kam je moč priti, se sprehoditi, delati ture, izlete. V to ste pa vložili kar veliko dela. Res je tako. Sočasno z asfaltiranjem teh vaških poti in občinskih poti smo tudi naredili tako zvane razgledne table in usmerne table. In imamo to označeno, prav letos smo jih vse na novo prebarvali, tako črke kot tudi samo tablo. In to mnogo pomaga ljudem, ki prihajajo. Prihaja pa zelo veliko, saj imamo okrog 40 do 50 turističnih sob. Eno težavo imamo zdaj, da je gostilna, ki je bila nekdaj zelo slavna in dobro stoječa, je zaprta, pač pa bomo odprli čez nekaj časa, najmanj drugo leto spomladi, gostilno na Garjušah v bivši osnovni šoli na Garjušah. S tem bomo tudi rešili ta problem, čeprav imamo v krajevni skupnosti šport hotel na Pokljuki, hotel, dependanco Jelko, pa še eno tam 2 take poletne gostilne, pri Mari pa pri Milčetu, če se spomnite. Vendar vse to je predaleč od kraja in zato naši ljudje tukaj prihajajo, imajo velike težave za nastavitev nobene, pač pa za kje bi se opolne pa zvečer prehranili. Tudi to smo že dobili investitorja in se njim dogovarjamo, smo v zadnji fazi dogovorov, da se bo to pričelo že spomladi restaurirati oziroma šola urejevati v gostilno. Dobro, imate sobe, ampak recimo turistične kmetije pa nobene. Imeli smo in tudi na tem področju bomo nekaj naredili še v bodoče. Imeli smo nekaj začetkov že v samem pred nekaj leti. Moram povedati to, da ima naša krajevna skupnost že skoraj 8 let izdelane projekte crpov, ki smo jih predložili tudi Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Smo takrat celo vzorčen projekt napisali, smo tudi tam notri določili več kot 20 ukrepov, ki jih moramo narediti, in eden izmed ukrepov je tudi odprtje turističnih gostiln. Žalostno je to, oziroma težko je, problem je v tem, da nimamo takih velikih kmečkih izb kot drugod, ker so to bolj manjše, so bili tudi manjše gostilne, manjše kmetije, da bi lahko naredili tako zvane, kot ste rekel, kmečke oziroma turistične kmetije. Par jih je takih, ki bi to lahko, pa nimajo za ljudi, ki bi lahko v teh turističnih kmetijah tudi kaj postregli. Upamo pa, da bomo tudi te stvari v prihodnjih letih poštimali, poporihtali. No, malce gostilne pa je, ne? Vseeno. Je ena gostilna tu, pravzaprav bife, ki je občasno odprt, več ali manj vsak dan, vendar nima tople hrane, kar je poseben problem. Dočim je prejšnja gostilna pri Korošcu imela vse to, tudi tam so kuhali tako zvane jedila iz bukov od Valentina Vodnika, tako da so ljudje bili strašno zadovoljni, vendar so iz različnih razlogov pač gostilno opustili. Danes, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ko smo prihajali semle gor, je bila ta krajevna skupnost Koprivnik Gorjuše oblita s soncem, ki ga lahko še slutite za nama. Le v prisojnih kotičkih je ostalo še nekaj snega, ki se pa še vedno tali. Zato me spomin nese nazaj, gospod predsednik Janez Korošec. Nese me nazaj v tiste čase, ko je todle okrog se potepal Janez Jalen in potem napisal Cvetkovo Cilko. In ko človek prebere to knjigo, se zaljubi v tele vaše kraje zaradi ljudi, ki so znali sijajno drug z drugim živeti, ki niso bili obremenjeni z ne vem kakšnimi predsodki, bili ponosni svobodnega duha, garači in tako naprej. Ali je še kaj tega starožitnega danes med ljudmi v vaši krajevni skupnosti? Nimava dosti časa, ampak če bi vam pripovedoval, kaj smo v 10-12 letih naredili z ljudmi, kaj so ljudje prispevali. Tu recimo tu stoječi gasilski dom, za ta dom je več ali manj narejeno vse s prostovoljnim delom.
Za ta dom smo nabrali več kot 100 kubikov lesa, ki so ga kmeti prostovoljno dali. Prav tako za mrliško vežico so delali jo v glavnem sami. Nismo tudi takrat od občine Radovljica dobili nobenih sredstev. Smo vse financirali krajani sami. Prevodi so pomagali, pri telefonu so pomagali. Skratka, pri vseh teh komunalnih infrastrukturnih delih so bili vpeti krajani s tako silo in s tako zagnanostjo, da moram reči, da vsaj občina Radovljica nam je dala vedno strašno podporo, moralno, predvsem pa so nas velikokrat predstavili kot kraj, ki z svojim lastnim delom ogromno ustvarja. In to potrjuje vašo napoved oziroma vaš pogled za nazaj, da so tu ljudje še pripravljeni marsikaj storiti za to, da bi se boljše imeli, da bi lepše živeli, da bi bil njihov bivalni prostor lepši. Moram pa reči, da je tudi stanovanjski štandard tukaj, bi rekel, kar na določeni višini. Tudi osebni štandard ni ne vem kako slab. Imamo krave, imamo prašiče, imamo teleta in če nam kaj zmanjka, pa kjer ga zadavimo. Ampak tale šola za nama, gospod predsednik Janez Korošec, je danes mrtva, ni otroškega vrišča. Ali je ta vrišč za vekomaj pokopan, ali upate, da bo oživel, glede na to, da se mladi vračajo in začenjajo živeti tu? To bo zelo težko. Čeprav otroci, kot smo že rekli, se njihovo število povečuje. Ravno danes oziroma sinoči večer imamo vsako leto Miklavža, ki nosi krajevna skupnost kupi nekaj darilčk majhen. In smo jih včeraj našteli 54 komadov v naši krajevni skupnosti tistih od nič ali pa od enega meseca pa do vključno 4. razreda. To ni kar tako malo za naš majhni kraj, to je skoraj 10 oziroma 8% od skupnega števila prebivalcev je teh tam mladih. Če bi zraven došteli še tiste, ki hodijo od 5. in do 8. razreda in tisti, ki hodijo v srednje šole in tisti, ki hodijo na faks, na univerzo, potem bi lahko rekli, da stvar gre k boljšemu naprej. Kako bo s šolo, z ozirom na to, da so te komunikacije in prevozi zdaj zelo razviti, to je pa veliko vprašanje. In v Bistrici se odpira tako zvana 9-letka in ne verjamem, da bi mamice in očetje, starši, pa tudi bistriška šola bili kdaj še posebej zainteresirani, da bi se tu odprla šola. Res pa je, da je nam strašno žal. To pa nadomestimo s tem, da imamo v obeh vaseh, vsako vasi kulturno društvo. V Koprivniku se imenuje Društvo Valentina Vodnika z močnim, čez 20-članskim pevskim zborom, ki ne nastopa samo doma, ampak tudi drugod. Je bil tudi v Nemčiji letos, v Štrasburgu so bili in tako dalje. In pa predvsem pa v Ramsau, to je na občina na Bavlskem, kjer smo v občina Bohinj pobratena z njimi. In tam smo tudi gasilci, planinci pobrateni z tem planinskim društvom, sekcijo München. Tako da nadomestimo s tem, imamo tu igrice, imamo tu prireditve, imamo tu pevske prireditve, imamo druge prireditve, tako da in so v to vključeni te mladi otročki, tam od 5. leta pa naprej, tako da se navizujejo, ker jaz pravim, da šola je tista, kjer si prve hlače ribov, tam si vedno doma. Zdaj tega ni, pa poskušamo mi to narediti to, da pa na naših odrih povejo svoje, kar znajo in kar jih naučijo naše učiteljice, ki so mentorice teh otrok. Gospod Janez Korošec, vi ste tudi predsednik pravzaprav v tem koncu največje agrarne skupnosti. Kako pa se je uveljavila? Agrarna skupnost, moram reči, da smo vse doslej zaradi zapletenosti zakona o agrarnih skupnostih še komaj rešili te formalne zadeve, to se pravi popise, evidence in drugo, dočim do tega še nismo prišli, da bi nam država kaj vračala. Čeprav ne glede na to, vsaj naša agrarna skupnost, ki jo zdaj v drugem mandatu vodim, to je agrarna skupnost Češnica in Reka, Podjelje in Koprivnik, ki je res zelo obsežna, ima veliko planin v Stodolskih hribih, vse do Triglava, Podvodnikov, Razvednik, Podvodnikovo Kočo, Velopolje, Podnemšelvrh, to so vse naše planine.
in so tudi te nekatere planine izredno žive. Naše stališče je takole. Te planine so bile, bodo, so in bodo naše. In zato nič ne silimo, da ne se to na vrat na nos prinese nazaj, ampak pravimo, mi jih moramo tako vzdrževati, pota, vode, korita, krave gor spravljati, da bo ta planina živela. Ker samo vračanje, pa da planina ne živi, v bistvu ni nič posebnega to. Planina mora dihati, na planini morajo biti krave in mi imamo tako planino, recimo v Koprivnih Gorevljah, ki se pase čez 150 krav. Imamo pa težave z državo, ker kot veste se v državnih gozdovih ne bi smelo pasti, ampak mi vse glih pasemo. Ker smo nekdaj imeli, še od Franca Jožefa, pa še prej od njegove matere, smo imeli to pravico, ki se je pravi servitutne pravice. In te pravice se tudi pridržujemo in moram reči, da nam Zavod za gozdove in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije s sedežem predstavništva na Bledu ne delajo posebnih ovir in da smo pravzaprav roke v roke te stvari. Včasih malo kakšno kravo pobarvajo, ampak ne glede na to, ta krava se gre drugi dan še vedno past v mrzle studenstva v državno gozdove. Franc Stare, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Koprivnik. Janez Polanc, podpoveljnik gasilskega društva Gorjuše. Torej, kar dve gasilski društvi v krajevni skupnosti Koprivnik Gorjuše, kjer smo danes na obisku. Ali je nevarnost požarov narekovala dve gasilski društvi? Koliko je vaše staro, gospod Stare? Naše gasilsko društvo Koprivnik je staro 43 let od ustanovljena 1958 leta. Je takrat narekovalo, da ga ustanovimo zaradi oddaljenosti društev iz Češnjice in Bohinjske Bistrice, zaradi nevarnosti požarov, normalnih in gozdnih. Je naše društvo kar številčno, vsega 110 članov, od tega imamo tudi 50 operativnih članov, 24 članic, 30 je pionirjev, tako da se ukvarjamo dosti s to gasilsko dejavnostjo. Ja, samo trenutek, koliko pa, gospod Polanc, je pa vaše društvo staro na Gorjušah? Naše društvo je staro 31 let, ustanovljeno je bilo leta 1970. Ustanovili smo ga takrat pravzaprav tudi nekako zaradi potrebe, oddaljenosti. Mislim pa, da je pač zaradi tega pravzaprav potrebno, da varujemo to premoženje, katerega imamo na tem področju. Koliko je pa močno društvo članov? Članov je 73, operativnih članov je 45, od tega je že 16 žensk, 9 je mladine, pravzaprav zdaj jih je 13, ker se nekaj jih je prestopil še dodatno. Nekaj pa tudi starejših članov, ki so že izven operative, se pravi rezervni člani. Kar bliže k meni. Gospod Stare, se vproščam, kaj pa bi lahko rekli o sami dejavnosti? Obkroženi ste z gozdovi, 100 in 100-letnimi gozdovi, marsikaj lesa je v hišah. Je bilo veliko požarov v tem vašem koncu? Ja, na srečo, kot vsako društvo, tudi naše društvo se rajše ukvarja z vsemi drugimi dejavnosti kot z požari. Požari so nujno zlo, bilo jih je kar nekaj, ta dva večja, eden na Gorjušah pa eden na Koprivniku v zadnjem času, kar so društva ustanovljena, oziroma na Koprivniku 2, ena štala pa ena hiša. Hiša že pred leti, takrat še sicer ne vem, če je društvo že delovalo. Torej, glede na število operativnih članov, ste verjetno usposobljeni pravzaprav za gašenje vseh vrst požarov? Ja, glede na število operativnih članov in smo usposobljeni za vse vrste požarov, razen da zdaj trenutno kupujemo
tovorni avtomobil s cisterno, ki bo namenjen res za vse vrste požarov, tudi gozdne, kombinirano vozilo. Zdaj imamo le tole vozilo s prikolico, kombi vozilo, in zato smo se šli v nakup modernega vozila z avtocisterno in z vsemi pripomočki za gašenje gozdnih požarov, za gašenje normalnih požarov, kar pa rajš vidimo, da se ne dogaja. Kaj pa pri vas v Gorjušah? Ja, mislim, pri nas imamo starejše urodno vozilo in pa staro vozilo, to je kombinirano s cisterno, katerega smo dobili od Bohinjske Bistrice, pa nam pravzaprav tudi še kar dobro služi. Pa ste usposobljeni podobno kot v Koprivniškem društvu? Usposobljeni smo podobno, usposabljamo se še vsako leto z dodatnimi tečaji in pa skrbimo pravzaprav stalno za nove gasilce, mislim, osnovni tečaj in potem tudi specialnost, kot je z dihalnih aparatov in pa podobne zadeve, pa tudi, mislim, strokovni kader, da se vsake toliko časa odloči nekaj gasilcev, da se popolnjuje. Kako pa kaj sodelujeta obe društvi? Ja, moram reči, da obe društvi zelo dobro sodelujeta, da ni nobenih problemov med nami, imamo tudi skupne vaje, tako da za kakšne večje stvari, recimo, če je na Pokluk ali pa kaj, so vaje skupne, da se naredi primer, če bi do kakšnega požara prišlo, ker Pokluka je le naš velik teritorij, ki ga pokrivata obe društvi. Pravzaprav večino pokrivamo naše društvo Koprivnik, Pokluke, in zato smo tudi šli v nakup novega vozila, da smo usposobljeni za vse te intervencije, ki bi bile potrebne. Kaj pa vi mislite o sodelovanju? Jaz mislim, da je sodelovanje potrebno, da sta obe društvi od centra oddaljena več kot 15 km, in še to v klanc, da ne moramo računati na nikakršno pomoč iz doline ali pa prepozno. Zato smo se tudi odločili, da pač v tem primeru sodelujemo, ker je tudi prav z vajami in pravzaprav na vsem tem področju, predvsem pa tudi pri gašenju ostalih dejavnosti. Če mislite, drage gledalke, dragi gledalci, da v srcu Triglavskega narodnega parka, kjer smo in kamor sodi krajevna skupnost Koprivnik Gorjuše, samo smučajo, se bridko motite. Gospod Slavko Ličev je predsednik športnega društva Koprivnik Gorjuše, kar pomeni, da je dejavnost precej širša. Sem se morda zmotil, gospod Ličev? Ne, res je, naše športno društvo Koprivnik Gorjuše deluje že 12. leto. Šteje 180 članov, je pa, moram reči, bolj rekreativnega značaja. Se pravi, organiziramo razna tekmovanja v zimskem času in tudi v poletnem času. No, v zimskem je to smučanje in sankanje, kaj ne? V zimskem času imamo nekatera tekmovanja že tradicionalna, se pravi, organiziramo tekmovanje v sankanju, to je na cesti Gorjelje-Koprivnik, organiziramo tekmovanje s sankami, se pravi z navadnimi sankami in pa samotežnimi sanmi. Potem organiziramo vsako leto tekmovanje v smučarskih skokih z alpskimi smučmi na 40-metrski skakalnici in pa vsako leto tudi počitniško smučanje, kot mi temu rečemo, se pravi smučanje v času zimskih počitnic. Organiziramo za otroke, tako da imajo otroci z našega kraja, z naše krajevne skupnosti možnost smučanja, bodisi ali to na domačem terenu, ukolikor so snežne razmere, če snega ni dovolj, pa organiziramo prevoz in otroke vozimo ali na Pokluko ali pa na Sočko planino. Kaj pa potem pomladni, poletni čas, ko snega ni, takrat pa nastopijo druge dejavnosti, če se vas prav razumel? Ja, v poletnem času organiziramo vsako leto plavalni tečaj, se pravi ob zaključku šolskega leta, to je konec junija, organiziramo plavalni tečaj v
hotelu Zlatorog v bazenu, tako da se otroci lahko pripravijo na počitnice, se pravi, da se usposobijo za dopust, za plavanje ali na morju ali v bazenu. Ali v jezeru, kaj? Ali v jezeru, ja. No, v poletju organiziramo tudi razna tekmovanja ali v malem nogometu. Imamo nogometno igrišče za mali nogomet. Potem imamo tukaj pred gasilskim domom tudi koš, kjer lahko organiziramo tekmovanje v trojkah, v košarki. Potem lahko tudi za odbojko postavimo mrežo, organiziramo tudi kakšen pohod ali kakšne podobne dejavnosti. Kolesarjenja pa ni. No, kolesarjenje tudi, vendar so že organizirana druga tekmovanja, se pravi sosednja društva, športno društvo Srednja vas organizira vsako leto tekmovanje v gorskem kolesarjenju, tako da se udeležimo teh tekmovanj, ki organizirajo sosednja društva. Kar bogata dejavnost, pa je to kaj povezano z načrti še za naprej? Imate kaj v mislih? Ja, načrtov je veliko, samo bolj je problem finančni problem, tako da se moramo temu prilagajati. Imamo v načrtu oziroma že delamo manjše smučišče na Gorjušah, prav zaradi teh razlogov, ker smo oddaljeni od večjih centrov, smučarskih centrov, bodisi Kobla, Vogel ali pa Pokljuke. Tako da imamo namen izdelati manjše smučišče na Gorjušah, ki bi zadostovalo za naše potrebe. Se pravi, da bi postavili manjšo prenosno smučarsko vlečnico, tako da bi v domačem kraju lahko organizirali čim bližje to dejavnost smučarsko. V tej krajevni skupnosti je občanom in gostom na voljo marsikaj, kar dopolnjuje utrip življenja. Kot vidite, drage gledalke in dragi gledalci, so stopila gozdu naproti z gospodom Slavkom Ličefom. In to prav zaradi tega, ker je član lovske družine Nomen Gorjuše. Bilo bi čudno, da tukaj ne bi bilo jagrov, lovcev, saj so obkroženi z gozdovi, v katerih je veliko imenitne divjadi, in nekaj besed moramo reči o tem, zlasti, ker svoj čas so bili tule v Gorjušah in na Koprivniku znani ljudski lovci, ravpšici so jim rekli. Zdaj pa so to pravi lovci. Je bilo nekako tako, kaj govori spomin, recimo tudi zapisan v knjigah? Ja, tudi tako lovska družina, naša Nomen Gorjuše, deluje 53 let. Tako da obsega pa območje treh vasi, se pravi Nomenja, Gorjuš in Koprivnika. V lovski družini je 34 članov, površine imamo 4300 hektarov. Glavne vrste divjadi so predvsem srnjad, jelenjad in pa gams. Gošar ali skalni gams? Ja, to je bolj gošar, ker je to srednje gorsko lovišče, tako da so v glavnem gošarji. Od male divjadi pa imamo zajca in pa lisico. Kaj pa perjad?
Perjadi je bolj malo. Od perjadi, se pravi, imamo gozdnega jereba in pa velikega petelina. Ruševca? Ne. Ruševca nimamo. Ne. Ta je že bolj v visokogorju. Kaj pa kakšen zlatorog ali iz skal dol kakšna žival zaide v vaše lovišče? Ne, kozoroga v lovišču nimamo. Prehodno se pojavi muflon, drugače pa od zveri se občasno pojavi medved. Ris je stalno prisoten in pa lahko pričakujemo, da se bo v kratkem pojavil tudi zaradi razširjenosti, da se lahko pojavi tudi volk. Medved se običajno pojavi takrat, kadar se začenja gobarska sezona. Je ta lovska ali je resnična? No, medved ima po vseh podatkih prehodne poti, se pravi tako, da je značilno za medveda, da stalno ima prehode po enih poteh, tako da se pojavi vsako leto po določenih. Zdaj, koliko časa se zadržuje v našem lovišču, to je težko reči, vendar tudi že škode se pojavljajo, se pravi pri drobnici, zlasti pri drobnici, pri ovcah, to je bolj na področju jelovce, ker del lovišča imamo tudi na jelovci, tako da se vsako leto skoraj pojavi tudi škode po medvedu. O bogastvu kulturnega življenja v krajevni skupnosti Koprivnik-Gorjuše so se že pogovarjala s predsednikom sveta, ki je s ponosom omenil pevce Koprivniškega kulturnega društva. Zdaj pa se srečujemo s tajnikom kulturnega društva Gorjuše, gospodom Stankom Korošcem. Tam pa poje druga viža, in sicer bolj gledališka viža. Društvo samo ima tradicijo, 70 let je nekako staro ali mlado, kakor hočete, vendar 70 let ni kar tako. 70 let tradicije pomeni, da imate, gospod Korošec, prav gotovo dobre predstave. Dobro, zdaj smo bolj z mlado generacijo pričeli in v glavnem se ukvarjamo z gledališko dejavnostjo. Skoraj vsako leto organiziramo po eno delo, ki ga izvajamo po več krajih, Bohinju, pa tudi izven Bohinja. Ukvarjamo se tudi z mladino in to vsako leto pripravimo za novo leto predstavo z Božičkom, Dedkom Mrazom in pa tudi med letom, če je ob kakšnih praznikih. No, tale vaš konec ima izredno bogato ljudsko izročilo. In v ljudskem izročilu je marsikaj, kar lahko človek postavi na oder ali recimo v odprt prostor. Zlasti ob delu je to nastajalo. O tem se da veliko prebrati, vas tudi vleče v to skrinjo ljudskega izročila. Ja, v glavnem izvajamo delo in predstavljamo starejših avtorjev. Tudi sama izvedba je bolj na domač način, ne po gledališko, ampak po vaško. In to predstavljamo ljudem in moram reči, da jim je to še edino všeč in pa komedija mora biti v glavnem. Imate kakšne načrte za naprej? Boste še kaj dodali, povečali to dejavnost? No, skozi še mislimo naprej, zdaj to smo nekaj povečevali tudi samo dvorano, da bomo imeli dodatne prostore ob dvorani, ki jih do zdaj nismo imeli. V glavnem pa mislimo nadaljevati z delom, kot smo do danes, da bomo na vsako sezono izvedli po eno gledališko delo in predstavljali ljudem v ožjemu in pa daljnemu krogu. Prav gotovo bi nekaj pogrešali v današnji oddaji, če ne bi naredili tudi tegale srečanja. Alojz Lotrič, znani čedrar gorjuški, torej mojster umetne obrti, mojster izdelovanja čeder in fajf, je že legenda. In če hočete, slovenska legenda, ne samo bohinjska.
pa smo se srečali z njim v aktu, ki je prinesel s seboj nekaj svojih prelepih izdelkov. Gospod Lotrič, koliko časa se že ukvarjate s temi čedrami? Ja, približno kar 60 let sem očeta pomagal, 60 let. Kako ste pa začeli, se spominjate še? Ja, malo še to, jaz sem očeta pomagal, oče je bil starejš, ki sem šele jaz prišel na svet. Ja, pa tako slab videl, pa sem pa jaz pomagal malo delati. In vas je ta les potegnil noter? Ja, pa sem pa tako napako, da sem še nekaj bolen, da nisem mogel, sem pa to delal. Ampak tole, če gledam, je izredno precizno delo. So kaj trpele oči? Ja, to pa res, to nas veš za en last falit. Dobro, čedra, fajfa, vivček, to so različne stvari. Nam lahko pokažete, kaj je zdaj čedra? Tale, to je ta najstarejša oblika, pa ta najbolj izrezana, to je znana zgodovin, no, čedra. Kaj pa tele fajfe, ki imajo nekakšen stolpiček? To je pa turnam mozaik, to se pravi, ki tako štikana, da nimaš, sploh lesa nimaš nič na vinku, ali v tem. To je bolj čebelarska fajfa, kaj? Čebelarska je pa tale fajfa. To so včasih čebelarji kadili takole fajfe, danes pa kjer že le piše prav, da bi le pihal notri, pa da bi bile stran letele. Kaj pa vivček? Vivček je pa najmanjša zadeva. V starih zgodbah beremo, da so bohinjski očanci vlekli vivčke. Vivček. So včasih tudi kadili, včasih so takele fajfe kadili, no, ta male. Pa take ta velike niso velike, to je kakšen bogat kadil. Tole je pa še pravi mehur, svinjski mehur. Kaj je za tobak? To je pa svinjski mehur, ki so ga včasih imeli ravno, da tobak ima, da je notrjal tobak. Nič ni šlo skozi, kaj? Kar dobro zadihta, kot se po domače reče. Ja, dobro dihta, to pa, če je lepo nič tobaka notri, bi ga pa malo pojedel. Dobro, kakšen les uporabljate, gospod Lotrič? Hruškov les v glavi, kaj pa ostalo? Tale je pa tak biserna mat, se pravi, no. Biserna matica je vdelana to je intarzija? To je intarzija, to nimaš kaj, to moraš, vesele moraš do tega imeti. Jaz fajfe na dan brez roke, da ko ni ponarjena. Pa se spominjate, koliko ste jih naredili v 60 letih? Pa ne vem, to pa ne bi vedel, da tukaj veliko sort delaš, pa zdaj sem pa v pokoju, pa tako malo še delam. Koliko časa potrebujete recimo za takole bolj zahtevno fajfo? Ja, to še sam ne vem, jaz tako veliko urdivam, kar ne 10 dni, ne vem, pa še več. Zdaj sem pa že bolj bolan ratov, da če sem sposoben delam, če ne pa tudi neč. Ampak nehali pa ne boste, kaj? Ja, jaz upam, da nam še njihov kaj. Saj kondicija mora ostati, da nekaj lepega vidim, no saj. V prihodnji oddaji vas bomo popeljali v eno izmed tehle 100 krajevnih skupnosti na Gorenjskem.